Žalostno se sliši, ampak je resnično edino, kar je bilo pomembno, je bil šport zame. Recimo ta pozitivni test je bil, jaz bom rekel, začetek, pa ne padca, ampak začetek tega zavedanja. Kdaj si dejansko zaznal, da škodiš sam sebi? Jaz nikoli v življenju nisem poiskal nobene pomoči. V prvem letniku sem bil res 1,50 m, pa tam 36-37 kg. Jaz sem imel zato tudi zelo dolg časa problem gledati človeka v oči. Ogromno časa preteklo in tega časa jaz ne morem zavrteti nazaj in biti drugačen. Če bi mogel zdaj izbirati, kateri je tvoj ljubši, Roglič ali Pogačar? Ko je Pogačar letos zmagal Tour, a je bil sploh sprejem? Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista. Moj današnji gost je človek, ki je s kolesom glede na številne treninge in tekmovanja prevozil skoraj ves svet. A najdaljša pot je bila tista, saj tako pravi sam, ko se je vračal k sebi. Med drugim je bil svetovni prvak v kronometru med mlajšimi člani, zmagovalec enotedenske etapne dirke po Dauphineji leta 2010, 9. uvrščeni na Tour de France leta 2012, dvakratni državni prvak v kronometru in tudi udeleženec olimpijskih iger v Londonu. Toda za številnimi dosežki se je dolgo časa skrivala temačna zgodba, ki bi se lahko tudi tragično končala, pa se na srečo ni. Svojo iskreno izpovedjo o odvisnosti od kolesa, izgorelosti in kar 17-letnem boju z bulimijo je moj današnji gost sprožil tudi mnoge polemike. Ali so za vrhunske rezultate res potrebni vrhunsko travmatizirani posamezniki? Jani Brajkovič, dobrodošel v našem studiu. Že. Spomnim se, ko sva delala leta in leta nazaj intervju v tvoji Bojani vasi pri Metliki in zdaj ti takoj na začetku iskreno priznam. Že takrat sem bila presenečena nad tem, kako zmoreš toliko ur na kolesu biti zbran, motiviran, skoncentriran in predvsem fizično vzdržljiv ob tvoji veliki strasti do hrane, ki je bila takrat čokolino v enormnih količinah, kruh z čokoladno-lešnikovim namazom ali marmelado. Zdaj le nama gre na smeh, ko se tole pogovarjava, ampak verjetno, ko si ti, in se bova tikala ravno zato, ker se že toliko časa poznava, danes je drugače, lahko se smejiš temu. Zdaj pa vrniva kar takoj čas nazaj. Kdaj se je nehala ta tvoja obsesija s čokolinotom ali še vedno traja, recimo? Ne traja. Ne vem, če se sploh spomnim, kdaj se je to nehalo. Jaz mislim, da potem, ko sem enkrat začel dirkati v World Touru oziroma Pro Touru, potem se je počasi to nehalo, ja. Pač zamenjaš eno, ker moja tendenca zmeraj v življenju bila ta, da sem 100% v eni stvari, pa pol preskočim v drugo stvar in grem v ekstrem. Ne. Vse, kar sem počel, sem bil v ekstremu. Ko poslušaš vse te svoje dosežke in tako na hitro obudiš spomine, se danes še vedno počutiš kot športnik ali bolj kot človek, ki je šel skozi izjemno življenjsko preizkušnjo, ki je dodobra zaznamovala ne samo tvoje življenje, ampak tudi življenje tvojih najdražjih? Jaz mislim, da sem še zmeraj športnik, ker se ukvarjam s športom, ampak ne na tem nivoju. Sem pa človek, oče, mož, kar pa prej, ne vem, če bi prej lahko, sicer bi rekel, da sem oče pa mož, ampak jaz sem pač sebe dojemal čisto drugače. Jaz sem bil edino, kar mi je bilo, sicer je žalostno se sliši, ampak je resnično edino, kar je bilo pomembno, je bil šport zame, kolo. In tudi moji dosežki, ki pa tekom kariere oziroma proti koncu kariere so bili zmeraj slabši. Vem, da si dal že zelo veliko intervjujev v zadnjih letih na to tematiko izgorelosti, priznanja o odvisnosti od kolesa, o bulimiji, o tem, kar si pravzaprav delal sam sebi. Si danes ponosen na vse to, kar govoriš, ali imaš še vedno kakšne zadržke? Ti kdaj kdo mogoče reče, da daj že nehaj? Zaenkrat ne, ampak
zelo pazen, kje se pojavljam, pa koliko je tega, ker vemo, da če se pojavljaš povsod, pa zmeraj isto govoriš, potem že pride do tega dojemanja, da se predstavljaš kot žrtev. Ne? In večina teh intervjujev, katerih sem bil jaz del, sem res hotel, da ne izpade tako, kot da jaz sebe predstavljam kot žrtev nekega sistema, oziroma da sem žrtev in da sem bil nemočen, ker nisem bil nemočen. Kakorkoli gledamo, na koncu dneva smo mi vsi sami odgovorni zase. In tako sem bil tudi jaz, ampak dolg časa nisem prevzel te odgovornosti zase. Veš, kaj mi je vedno zanimivo, ne? Ko se pogovarjam z vrhunskimi športniki, tudi po končani karieri, zelo veliko se seveda smejimo ob kakšnih dogodivščinah, ko se spomnimo velikih zmag, ne vem, polivanja s šampanjcem na zmagovalnem odru. Resnično se tudi zdajle meni vračajo vsi ti spomini, ko sem spremljala tebe na dirki po Sloveniji, ko sem te spremljala, ko si dosegel velike rezultate. Priznam tudi, recimo potem, ko sem leta zatem brala knjigo od Lansa Armstronga, Vsaka sekunda šteje, sem te imela ves čas pred očmi. In meni je bilo to takrat, ko sem te spremljala kot mlada novinarka, nekaj posebnega, tudi zato, ker sem razmišljala o tem, kam vse še ti lahko prideš, kakšno kariero lahko narediš. Ampak potem se vsa kariera nekoč konča. Tvoja se je končala, eden od mejnikov, pa zagotovo je to res samo eden, je bilo leta, če se ne motim, 2018, ko te je pozitivni dopinški test za 10 mesecev, mislim, da si imel takrat prepoved nastopanja. Res, da si bil takrat že, če se ne motim, spet nazaj v novomeški Adrii bil, a ne? Ampak to je ena od teh tvojih zgodb. In zdaj, dajva malo čas zavrteti nazaj, ne takoj na tiste tvoje začetke, ampak na te ključne mejnike. Kateri od teh mejnikov bi rekel, da ti je dal največjo lekcijo za življenje? Je bil to, ne vem, zmaga, ki te povzdigne, ki te motivira? Je bil to padec na dopinškem testu? Je bil to, ne vem, odziv javnosti, konec koncev? Ne, jaz bi rekel, tudi recimo ta pozitivni test je bil, jaz bom rekel, začetek, pa ne padca, ampak začetek tega zavedanja. Potem pa to obdobje covida, potem smo imeli, to je bilo leta 20, junija je bilo državno prvenstvo in potem sem jaz, pa mislim, da nikoli ni nekaj naključje. Po naključju sem rekel, zdaj, če na treningu dosegam take rezultate, na dirkah pa take rezultate, tle res treba nekaj narediti. Ne? In spet po naključju sem prišel do tega človeka, avtorja Eko-metode, in takrat sem jaz spoznal, zakaj se meni to vse dogaja. In da sem za vse v bistvu jaz odgovoren. Ne? In takrat se je začelo ta sprememba, spreminjanje, ki je pa zelo dobro sovpadala z koncem moje kariere, ker drugače jaz mislim, da bi še zmeraj kolesaril, pa še zmeraj brcal, pa še zmeraj nek v Aziji, poskušal nekaj dokazati sam sebi in tudi drugim. Tako da bi rekel, to leto 2020 oziroma COVID obdobje in potem tisto spoznanje, da je res nekaj hudo narobe. Hkrati je bilo pa tudi to obdobje, ko moj sin je bil star 13 let. Je bil 13 let star. 12-13 let. In je bilo tako čist eno spet naključno, ne? En dogodek, ki mi je dal to spoznanje, da moj otrok postaja kopija mene. Ne? In ko se to začne zavedati, ker zavedal pa sem se, kakšen sem jaz do neke mere, ne? Oziroma kakšno življenje sem imel. In ko se začneš, ko sprejmeš to, da bo ta otrok imel podobno življenje kot ti, zaradi tebe, si ne moreš več zatiskati oči. Moraš nekaj narediti. Ali pa rečeš, ok, tako pač je, taka je usoda, bo že on sam zrihtal, če bo. Ne? Ampak mislim, da je bilo zame to preveč, mogoče tudi boleče,
da bi pustil, da pa ne sem eden otrok, vsi trije. Vsi trije, so bili že trije Ne. takrat, a ne? Ja, da bi vsi trije imeli tako življenje. In potem se je začela ta sprememba. A veš, kaj se vedno vprašam, ko govoriš o tej spremembi, ne? Kot ženska, bom takoj vprašala, kakšen je bil pa odziv tvoje Monike? Bila sta že nekaj časa takrat, družino sta si že ustvarila, ti si bil praktično drug človek, ko si se s to metodo začel ukvarjati in ko si vse te stvari dal na plano, ko si o vsem tem začel javno govoriti. Kakšen je bil njen prvi odziv? Se vem, mogoče bi mogla njo najprej vprašati. Ampak... Ja, tle zdaj tako, ne, ker mi si najdemo oziroma smo s partnerji, ki nam ustrezijo na način, da pokrpajo tiste luknje, ki jih pač nam dajo tisto, kar mi nimamo. Ne. In zdaj, če gledamo mene, jaz sem bil izredno neodgovoren človek. Ne. Meni je bilo pač kolesarstvo, tam sem bil zelo odgovoren, ne. Šport, kolesarstvo, kariera, to je bilo zame vse. Ne. Vse ostalo je pa padlo na njo. In zdaj za njo je bilo to ekstremno stresno, ampak vemo, da ženska zmore vse. Zmore vse. Ne? Ko gre za družino, seveda, in potem moški to tudi poskrbeti. izkoristi in zdaj, če se nič ne zgodi, je lahko naprej neodgovoren. Ne? In potem, ko sem jaz začel s to spremembo, sicer kratkoročno nekaj časa bilo to odlično za njo, ne? Ker je zaznala spremembo in videla pozitivne ampak stvari. potem pa to njeno poslanstvo, tam, ko je bila ona dobra, sem pa začel jaz opravljati ta dela, pa te odgovornosti. Ne? In potem se taka ženska počuti manj koristno. Ne? In jo to začne motiti. Seveda na zavestni ravni odlično, ker jo razbremeniš, na podzavestni ravni pa pride do nekih trenj. Ne? In potem se mora tudi ženska začeti spreminjati. To, ko govoriš zavestno, pa podzavestno, ne, vsi smo imeli v srednji šoli, ne vem, psihologijo, pa se učiš neke teoretične zadeve, ampak takrat te to ne gane. Ti se tistega naučiš, narediš test, pišeš in je to. Razen, če te seveda zadeva ne začne potem zanimati v življenju zaradi nekih določenih okoliščin. Tako. Zdaj mi pa ti povej, če te metode AIQ in vsega tega, ker ti si tudi zelo veliko sam bral, ne, marsikdo mogoče ne ve, a si ti bil kdaj zaradi teh svojih težav, motenj hranjenja, o katerih si potem začel javno govoriti, tudi pri kakšnih zdravnikih, specialistih, psihiatrih, psihologih, ali si se zaprl vase in začel vse delati sam? Jaz nikoli v življenju nisem poiskal nobene pomoči. Ne, ker iz mene jaz sem imel tako močan sram, da si tudi nisem upal poiskati pomoči. In to je zelo velikrat pri osebah, ki imajo motnje hranjenja. Ne. In takrat, ko najbolj rabiš pomoč, ne moreš prositi za to pomoč. Ne. In si sam. In ko si sam, si obupan, si nemočen. Ne. Tako da jaz nikoli nisem iskal pomoči. Bilo mi je pa najbolj, ker pač na spletu oziroma v študijah lahko najdeš vse. Najbolj grozno mi je to bilo, da če bi jaz poiskal pomoč, da bi mene dali na antidepresive. Ker to je pač prvi korak za zdravljenje bulimije. In to je bilo zame nesprejemljivo. Čeprav mogoče takrat bi bilo primerno, verjetno bi bilo primerno, ampak zame je bilo to nesprejemljivo. In sem raje to vlekel in pustil in ostal nemočen, dokler se ni toliko vse skupaj sesulo, da je pač do spremembe moglo priti. Ampak ti ni žal, da si izbral takšno pot, samo zdravljenje? Jaz mislim, da takrat tudi ni bilo druge poti zame. Ne? Tudi če bi zdaj 10 let nazaj prevrtel, pa bi vedel to, kar vem zdaj, mislim, da bi isto naredil. Ker takrat nisem imel niti moči, niti poguma, da bi naredil drugačne stvari oziroma da bi začel delati spremembo.
Jaz imam tukaj ene par citatov, ki so bili izrečeni v nedavnih podcastih, kjer si tudi gostoval ali pa v kakšnih tiskanih medijih, pa sem rekla, si jih bom nalaž pripravila, zato ker si želim, da bi malo pokomentiral to zadevo, da ljudje, verjamem, da tisti, ki zdaj tole gledajo in poslušajo, veliko že vedo o tebi, sploh zato, ker smo regiji iz Dolenjske in Bele krajine, odkoder tudi ti prihajaš, ampak vseeno, fajn je, da o teh stvarih govorimo in absolutno podpiram to, da o tem govoriš na glas in predvsem, da ne kažeš s prstom na druge. Čeprav verjamem, da bi ti bilo v določenem življenjskem obdobju lažje, če bi določeno breme in odgovornost prevzeli drugi, ampak vseeno, že to, da o tem jasno in glasno govoriš, iskreno se mi zdi nekaj, kar je pohvale vredno, ne glede na to, kaj mogoče menijo posamezniki, ki so te poznali že takrat in te poznajo še danes. Ok, eden od takšnih citatov je: že po karakterju sem tak, da znam biti v rahlem konfliktu z okolico, a stvari, ki jih povem, v to tudi mislim in verjamem. Užival sem v trpljenju, v uničevanju svojega telesa. Kdaj si dejansko zaznal, da škodiš sam sebi? Jaz sem zelo hitro zaznal, da škodim sam sebi. Ampak nisi nič naredil takrat, kaj nisi mogel? Če ne znaš drugače, Si bil je premlad. pač to edina pot. Ne? Jaz sem že takrat, ko so se začele težave z motnjo hranjenja, ti je zelo hitro jasno. Saj nobeden ni neumen, da Poješ pa greš bruhat, ne? Tako. Ampak zelo hiter je, recimo pri bulimiji je zelo hiter, da na začetku imaš ti kontrolo nad vsem, potem pa ima zelo hiter hrana kontrolo nad tabo. In ko hrana vodi tvoje življenje, zelo težko prevzameš ti krmilo. Ne? In potem pač s to močjo volje poskušaš nekaj korigirati pa popravljati, ampak ne moreš. Bil si otrok, ko si v kolesarskem klubu Črnomelj takrat, potem si prišel v novomeško Krko Adrio Mobil, začel svojo kariero. Prihajaš iz majhne belokranjske vasi. Vrnva se v tisto obdobje, ko si začenjal, in izpostavi mi najlepše trenutke, a hkrati tudi mogoče kakšnega od najbolj bolečih. Verjetno ta svobodna igra, prosta igra, gibanje na zraku, to otroci imamo radi. Tudi odrasli se kot starši zavedamo, da je to za otroke zelo pomembno. Ampak vendar, vasica je majhna, kraj je majhen, je pravzaprav podeželje in to je drugače kot biti, ne vem, mestni otrok. Že zagotovo je tukaj razlika. Ja, pa jaz mislim, da ko ti enkrat odraščaš v tem okolju, ti to okolje postane normalno in ti ne vidiš tega okolja kot dobrega ali pa slabega. Ti je pač to referenca in ti je to normalno. Ne? Zdaj, ko gledam nazaj, vidim, kaj je bilo dobro. Dobro je bilo, jaz sem imel eno tako formulo na pedala in to je bilo zame najlepša, največja stvar, ki sem jo lahko imel. Ne? Mogoče glih kontrast tega, ena najhujših stvari, ne najhujša, ena najhujših stvari oziroma dogodkov, ki so se zgodili, je potem ta formula, ki je stala doma pred garažo. Nekega dneva je brat prišel za žago za železo in jo je razžagal na 1 milijon kosov. In te formule ni bilo več. Ne? To je največje veselje Tako, uničeno v to je bilo, trenutku. recimo, bomo rekli, dosti travmatično. Ne? Travmatičnih stvari je bilo, pa dogodkov je bilo ogromno. Ampak spet tukaj ne moramo, ker veliko ljudi misli, da je bilo moje otroštvo veliko slabše kot otroštvo ostalih otrok. Pa ni bilo veliko slabše, ampak v tistih časih je bila vzgoja pač taka, kot je bilo, in so starši vzgajali na najboljši način, kakor so znali. Vzgajali so pa tako, kakor so vzgajali njih, z majhnimi modifikacijami. Ne? In je bilo potem to pač normalno, in potem sem jaz vzgajal moje otroke na podoben način. V bistvu rekel sem, jaz nikoli ne bom tako vzgajal mojih otrok. Sicer imaš mogoče drugačne prijeme, ampak je rezultat pa zelo podoben.
ne, in jim škoduješ na drugačen način, ampak sama rana je pa zelo podobna. Ne. In zdaj, če ne vem, v mojem otroštvu jaz ne vem, nisem, če moj oče ni bil prisoten čustveno, jaz v svojem življenju potem do mojih otrok nisem bil prisoten niti čustveno, niti fizično. In je rezultat spet isti. In so moji otroci odraščali brez očeta. Ok, eno je bila ta fizična odsotnost, ker si dejansko bil toliko ur dnevno na kolesu, drugo je pa ta čustvena odsotnost, ki si jo že sam omenil. Daj mi povej, kako zdaj, ko gledaš nazaj, kje se ti zdi, da je bila ta čustvena odsotnost? Ne vem, a nisi imel podpore, a si se čutil, da si sam za vse, ali so, ne vem, mislim, da si celo nekje v enem intervjuju rekel, da si se sramoval okolja, od koder prihajaš, oziroma da nisi želel, da so starši prisotni na dirkah. Ne vem, se mi zdi tako, današnja mladina v večini, če so odnosi normalni, urejeni, smo najbolj ponosni starši, ko lahko spremljamo svoje otroke. In otroci so najbolj veseli, ko nam lahko pritečejo na objem, ko mi tam vsi z mobilnimi telefoni zabeležimo trenutke na zmagovalnem odru. Ti si tega res nisi želel, ali si v bistvu si želel, pa tega ni bilo? Ne, jaz si tega nisem želel. Jaz si tega nisem želel. In tle spet to, kako deluje okolje, kakšni so odnosi v okolju, kakšen odnos ima eden starš do drugega. Druga stvar je pa ta, da ko je enkrat otrok nemočen, otrok je nemočen in je odvisen od staršev. Ne? In če ta nemoč dolgotrajna oziroma zlorabljena, če prihaja do zlorabe, bo enkrat ta otrok, ki bo imel moč, bo pač zlorabljal starša. Se bo maščeval staršem. Vidiš, to je pa zdaj nekaj, kar sem te jaz v bistvu, ko sem poslušala številne pogovore, pa ne vem, če te je kdo sploh to vprašal, ampak jaz sem rekla, da te bom, ker bom rekla, spoštujem tebe in tvoje starše in tvoje otroštvo in kraj, od koder prihajaš. A se maščuješ zdaj na nek način? Kako razmišljaš o tem? Ne več toliko. Absolutno je pa bilo to pač moj način delovanja, ker moramo vedeti, da tisti, ki je bil zlorabljen, bo zlorabljal. Zmeraj. In sedaj tisti, ki je zlorabljen, je nemočen. Ko enkrat taka oseba dobi moč, bo zlorabljal druge, ali tiste, kateri so ga zlorabljali, ali pa druge. Ali je to priznanje, ki ga daješ javno, zate v bistvu neke vrste samozdravljenje? Ko o tem na glas govoriš, je to neke vrste tvoja terapija? Ne vem, nekateri grejo pisati dnevnike, nekateri se zaupajo psihologom, psihiatrom, ti pa javno o tem govoriš in ne skrivaš tega, kaj se ti je dogajalo, kakšen odnos imaš s starši, kako zdaj to vpliva na tvoje otroke. Pa ne vem, zakaj bi skrival. Ker so to dejstva in je to resnica. In zdaj, če mi skrivamo, se vse stvari niso za v javnost, pač neke stvari morajo, oziroma je bolje zadržati zase, oziroma ostane v družini, ampak mislim, da take stvari, o katerih jaz govorim, se dnevno dogajajo povsod po Sloveniji in po svetu. In zame ta spoznanja, kakšen sem bil in kako sem deloval, so zelo pomembna. In mi ni problem tega deliti, ker a se sramujem jaz temu, da sem se maščeval staršem. Sramujem se ne, vem, da je bilo narobe, ampak takrat nismo znali drugače, kot tudi moji starši niso znali drugače, ko so vzgajali mene. Tole iz otroštva imam ves čas pred sabo, tako kot sem rekla že na začetku, da vem, da si bil velik ljubitelj čokolinota, kljub temu, da si bil ure in ure na kolesu. Ampak kot otrok, tebi je šlo dobro v šoli. Ti nisi imel učnih težav. Edino, kar pa vem, je pa to, da si pa imel težave v razvoju v smislu teže, višine. Nekje sem zasledila podatek 36 kilogramov v srednji šoli. Ne vem, če si znamo zdaj predstavljati.
No, Ja. moje hči pri 10 jih imajo, blizu 30 ali pa tu nekje. Ja. Ti pa v srednji šoli kot takrat že kolesar. Ja, ne, takrat še nisem Nisi bil še kolesar. Jaz sem začel kolesariti v drugem letniku. Aha. V prvem letniku sem bil res 1,50 m, pa tam 36-37 kg. Ja. Težave v razvoju, ja, pač nisem bil razvit, izredno suh. Verjetno tudi zaradi tega, ker sam energijski vnos ni bil dovolj velik. Ne, ker jaz kot otrok sem ogromno dni preživel, recimo ena od stvari, v katerih sem užival, oziroma ne vem, lahko bi tudi rekel, sem imel mir sam s sabo ali pa pred okolico, je, da sem se zaprl v garažo in sem potem šraufal tiste avtomobilske motorje. In to je trajalo cel dan. In jaz cel dan nisem jedel. In tudi nisem imel potrebe po tem. In potem to pač tak način itak, da privede potem do nekih negativnih Veš, to mi je zelo zanimivo, ne? Ko se moji hčerki recimo igrata v sobi, pol ure ima dam recimo mir, potem pa zagotovo grem pogledat, kaj delata, ne? In ali pripravim kakšno sadno malico, ali jih pokličem k mizi, da pač prideta nekaj pojest, ker sem zato tam, da nekako razmišljam, da če ima ena potem čez 1 uro trening, mora nekaj pravočasno pojesti. Pri tebi pa praviš, tudi več ur si se igral, takrat se je vse skupaj že začelo, ampak kar sem pa želela prej reči pa to, da bil pa si že takrat inteligenten, fant, ki mu šola ni delala težav. A ne? In kako si to potem, ko si začel kolesariti, ko je kolesarstvo za tebe postalo vrhunski šport, shendlo po domače povedano, s tujko sicer rečeno, na kakšen način si se potem soočal s tem? Vem, da neumen nisem, šola ti je dobro šla, rezultati so se začeli dogajati, potem pa vedel si pa hkrati, da nekaj pa ni okej. Dajva se malo vrniti v to obdobje. Ta tvoj karakter me zanima kot tega mladega kolesarja, ki se je prebil do naslova svetovnega prvaka med mlajšimi člani, navduševal slovensko športno javnost, vsi smo te imeli za veliki up slovenskega kolesarstva in to si potem tudi dokazal ob bok Lensu in vseh ostalih, ampak vseeno, ne, ti si pa takrat že doživljal to krizo. Ja, pa mogoče takrat, ko recimo v teh kategorijah do 23 ni bila tako velika kriza, ne. Ampak ne vem, kako bi to povedal. Tako bom povedal, evo. Ja, jaz sem bil veliki up. Sem bil pripravljen tudi narediti vse za to, da bom enkrat prišel do tega tura, pa do teh stopničk, ne. Jaz sem tudi, inteligenca pa vse, sem verjel pri sebi, da sem sposoben tega, in tudi če gledam na mojo kariero in kakšne treninge sem delal, kakšne rezultate sem na treningih dosegal, sem bil sposoben tega. Ampak tukaj se pogovarjamo o tem, kakšno ima oseba prepričanje o sebi, česa je vreden, ne, kdo je on, in kakšno ima mnenje o sebi. In moje mnenje o sebi je bilo dosti drugačno, ali pa zelo drugačno od temu, kakšno je bilo prepričanje. In prepričanje je pa tisto, katero pelje našo življenjsko pot. In zdaj, če pogledamo mojo življenjsko pot ali pa mojo kariero, vidimo, da je moj začetek kariere ali pa moje stanje pred začetkom kariere, kdo sem jaz, pa konec kariere je bil isti. Jaz sem končal kariero, ali pa recimo tisto leto 2018, ponižan, osramočen, recimo na nek način reven, nepomemben, skrival sem se, nisem imel prijateljev, in to je naša življenjska zgodba. Ne? In celo življenje oziroma celo kariero se trudiš, da bi bil pa ti drugačen, ne? In imaš pol tisti nek vzpon, ampak ko si ti previsoko za tvoje prepričanje, ko je tvoje stanje, kje si, toliko drugačno, kakor tvoje prepričanje o tebi,
se ti bodo začele dogajati, se pravi, jaz sam sem s svojimi dejanji začel uničevati sebe na način, da sem se spustil nazaj na tisti nivo, katerega sem jaz verjel, da sem vreden. Ne? In sem spet prišel na tisto našo družinsko tradicijo, ki je bodi tiho, mi smo nepomembni, mi ne moramo uspeti, mi smo revni, mi smo žrtve. Ne? In sem bil spet tam. A si kdaj o tem na glas govoril že, ali pa se vsaj tako neformalno v pogovorih pogovarjal s kom, ko si vozil z najboljšimi na največjih dirkah? A je kdo takrat sploh vedel? A si se sploh ti, mislim, ker ti, tako kot zdaj govoriš, nekaj si se že zavedal, vedel si, da nekaj ni ok, vedel si že s tem, ko si šel nisem pa vedel tega. Nisem pa vedel tega, kar sem zdaj povedal, da moje prepričanje, kdo sem jaz, vpliva na to, kar bom jaz postal, oziroma koliko sem jaz uspešen. Tega se jaz nisem zavedal. Ne? Se pravi, jaz sem bil toliko v glavi, jaz takrat nisem vedel, kaj je zavest, kaj je podzavest, kako to vse vpliva na moje rezultate, zakaj se meni dogajajo, ne vem, paci, zakaj sem jaz pred dirko bolan, zakaj se mi dogajajo stvari, ki so, zakaj imam tukaj nesreče, ne? Zakaj nimam sreče. To meni ni bilo jasno. Ne? In potem pač edino stvar, ki sem znal, je, dajmo stopalko za plin še bolj pritisniti, mogoče bo pa šlo skozi. Ne? Nisem se pa zavedal, da imam drugo nogo na bremzi. Ja. Skozi. Kaj pa ljudje, ki so bili ob tebi? Tu so vendarle športni direktorji profesionalnih ekip, trenerji. So oni vedeli za tvoje težave? Nobeden ni vedel, tudi nobenemu nisem teh stvari zaupal. Pa tudi, če smo, mogoče bo zdaj to malo provokativno, tudi, če smo iskreni, ti športni direktorji pa trenerji, pa tisti stav, ki je bil takrat v kolesarstvu, to so bili v bistvu bivši kolesarji, ki so bili isto poškodovani oziroma z podobnimi težavami, kot sem jih imel jaz, in takrat se pač o tem ni pogovarjalo. Če imaš ti neke težave, še posebej, ko govorimo o motnjah hranjenja, ne, se v večini primerov tega nočejo videti, oziroma tega nočemo videti, ker ne vemo oziroma ne znamo, kako se s tem soočati. Ne? Prav v kolesarstvu, zdaj se to spreminja, ampak v kolesarstvu takrat ni bilo nekih, ne vem, psihologov ali pa terapevtov, ki bi pomagali športnikom, da bi bili čustveno pa mentalno ok. Ne? In zdaj, če jaz nisem čustveno in mentalno ok, tudi fizično nisem ok. In takrat potem, pa še to je bilo, da temu se je reklo, oziroma se reče radiotur. In jaz, če bi zaupal eno stvar, ne vem, klubskemu zdravniku, ta informacija bi bila v roku 24 ur v celi ekipi. In takrat se to pač nisi mogel govoriti. Ne? Nobene zasebnosti ni bilo. Bil je pa eden primer, ko je klubski zdravnik, ki je klinično delal z pacienti z motnjami hranjenja, je itak me prebral zelo hitro, ne, in me je soočil s tem. In takrat jaz nisem bil pripravljen o tem govoriti oziroma povedati resnice. In kljub temu je potem to prišlo v naslednjih dneh v kolesarski svet. In so vsi vedeli, in sem jaz vedel, da vsi vejo, in kako pol ohraniš nek odnos s takimi ljudmi, oziroma kako jim pogledaš v oči. Ne? Jaz sem imel zato tudi zelo dolg časa problem gledati človeka v oči. Priznam, ko sem začela delati s tabo intervjuje, si bil tudi bistveno manj gostobeseden, kot si zdaj. Veliko več zdaj poveš, veliko več si se naučil in vse to ti je zagotovo dala ravno ta kilometrina v vrhunskem športu. In zdaj bi
resnično rada to tvojo trditev še enkrat, da pojasniš ljudem to tvoje prepričanje, ali je vrhunski šport, saj vem, govori se tudi o tem, koliko se je treba odrekati, koliko je tukaj enega trpljenja in za vrhunske rezultate, ali je res potrebna neka travma. Da to dosežeš, da na tej psihološki ravni, z vsem odpovedovanjem, z vsemi fizičnimi obremenitvami prideš do teh vrhunskih rezultatov. Stojiš za tem, kar si dejal. Ok. Bom jaz nekaj tebe vprašal. Ali ti, recimo, da to drži, kar moja izjava. Ali ti misliš, da recimo eden high achiever, eden poslovnež, kateri je zgradil firmo, ne vem, vredno 100 milijonov, ima podobno travmo kot kolesar, ki dirka na Tour de France, ali ne rabi imeti oziroma nima travme? Jaz sem prepričana, da nekaj se je v življenju moralo zgoditi. Zdaj, ali je to po definiciji neka travma, v smislu neke zlorabe v otroštvu, to ne bi, iz psihološkega vidika, ampak zagotovo ni vse tako tekoče, da greš samo stopničko po stopničko gor, ampak mora biti kakšen orang padec, ki te zaznamuje, ki spreobrne tvoj tok življenja. Zdaj, lahko je to neka telesna hiba, neka bolezen, lahko je to prometna nesreča, lahko so pa to neke travme iz otroštva, ki se potem čez čas pokažejo. Tako da sem prepričana na to vprašanje, ki si mi dal odgovor, da nek high achievement, nekdo, ki je zelo, zelo uspešen, verjetno do tega ne pride samo na lep, gladek način, po nekih tekočih stopnicah, ki grejo samo navzgor. Mora biti nekaj za tem. Vprašanje je pa seveda, v kakšnem okolju je odraščal, to si ti že povedal in o tem javno govoriš, kdo mu je takrat stal ob strani. In v športu vrhunskem je največkrat to, ali je neka huda poškodba, ki te do dobra zaznamuje, pa ti spreobrne tok kariere, ali je neka zloraba v otroštvu, ali je pa doping. Ne? Skratka, ja, nekaj od tega. Ja. Zdaj se mi zdi, da ljudje mogoče besedo travma preveč poveličujejo in ko si prej na začetku rekel, ne želiš biti v vlogi žrtve, ne želiš, da se komu smilaš in ne želiš, da ljudje razmišljajo na način, daj nehi že jamrat, pa daj nehi biti že bogi, pa ne, dost imamo tega, ne. Ker po drugi strani se vsak pri sebi ve, kakšna je bila njegova življenjska pot. Če gre vse gladko, si nekje povprečen, po mojem mnenju. Ne vem, če lahko, če ni enega padca, da ne bom uporabila izraza travma, vse lahko tako vrhunsko. Ja, ne, ker če se Nisem bila del vrhunskega športa, jaz sem bila vedno rekreativka, ne, zato zdaj gledam na tebe kot na nekdanjega vrhunskega športnika spet iz tega zornega kota, ne, in ko poslušam recimo, ne vem, Sara Isakovič, ki se tudi zelo veliko ukvarja s temi psihološkimi zadevami in motivacijskimi delavnicami, ona tudi velikokrat pove, kako je bilo naporno, pa je imela super otroštvo, pa je imela podporo, nikoli ne govori o teh nekih travmah. Govori pa zelo veliko o odpovedovanju, o žrtvovanju in pa ona ima veliko te vizualizacije. Ti pa verjetno tega kot otrok nisi niti imel take podpore takrat ob sebi, kot jo je recimo ona imela. Jaz gledam, ne, recimo, če vzamemo moj primer, moja ideja je bila, oziroma moja želja je bila, Tour de France. Da bom jaz dober na Tour de France. In kaj sem jaz iskal s Tour de France, tisti tretjo ali pa drugo mesto, ali pa recimo tudi zmagal, kaj mi bo to dalo. Ne? In jaz se takrat nisem zavedal, in tudi mislim, da večina ali pa veliko športnikov išče za temi dosežki, iščejo pomembnost, prepoznavnost, iščejo razumevanje, iščejo to, da bodo nekomu pomembni, da bodo sprejeti, da bodo ljubljeni. In zdaj, če tega ni bilo v otroštvu, če je bila recimo ljubezen, in to je zelo velikokrat, zelo pogosto, da je bila ljubezen pogojevana. Če boš to naredil, oziroma ko sem jaz naredil to, sem dobil tisto, kar sem rabil. Ljubezen, pozornost, karkoli. In se potem naučimo, če bom jaz pa dosegel nekaj več, potem bom pa tisto dobil. In zmeraj iščemo tisto več in nikoli ni dovolj.
Ker ko pride tisti rezultat, okay, je ta pozitiven občutek traja nekaj časa, potem pa zgine. In si potem spet en cilj, oziroma zmeraj moramo višje iti, da dobimo to, kar iščemo, ampak nikoli pa tega zares ne dobimo. Izpostavljaš ljubezen in prej si že omenil, da si oče 3 otrok. Kakšen si zdaj kot oče? Glede na to, koliko delaš na sebi, čez kaj vse si šel, sam si tudi prej rekel, da so bila leta, ko nisi bil čustveno prisoten in fizično si bil odsoten zaradi samih treningov in tekmovanj. Potem pa je prišlo to spoznanje, ko si videl zrcalno sliko v svojem starejšem sinu in si rekel, da takšen pa nočeš biti. Kakšen si danes? Kje kažeš svojo najlepšo očetovsko vlogo? No? Drugačen. Nisem niti približno perfekten. Ogromno še nekih stvari, ki jih je treba spremeniti, ki jih moram jaz spremeniti. Ker kakorkoli gledamo, otroki nam kažejo ogledalo, kakšni smo. In to nam velikokrat, oziroma nikoli nam ni všeč to. In jaz se zavedam, da je ogromno časa preteklo in tega časa jaz ne morem zavrteti nazaj in biti drugačen. Lahko pa delam na sebi in sem mogoče malo drugačen, kakor sem bil. In bo tudi otrokom potem lažje in se potem od mene lahko oni učijo, kakšen je odnos, tudi kakšen je odnos med partnerji, med mamo in očetom. Da bodo potem oni imeli drugačen odnos s svojimi partnerji. Ker mi ta odnos med mamo pa očetom pač kopiramo. Ker nam je edini odnos, ki nam je normalen, ki smo se ga naučili in imamo podoben odnos potem s svojimi partnerji. In ja, veliko je še za narediti. In ravno v tem, da verjetno tudi njim 3 večkrat rečeš, da delaš na sebi, da imaš tudi ti napake, da te napake priznaš, to se mi zdi kot oče, da je prav, da narediš. Vsi tvoji 3, 2 sinova in hči so v športu, 2 v atletiki, 1 v kolesarstvu. Kaj jim največkrat rečeš pred tekmovanjem? Miha je ta starejši, on je v atletiki kar dosti dober, šprinter. Je, ne? Kaj mu največkrat rečeš? Ne vem, kakšna je tvoja gesta, preden gre na tekmovanje? Ne vem, ga potreplaš po ramenih pa rečeš, ajde sine, dajmo, ponosen sem nate, ali ne vem, imaš kakšne druge prijeme? Nimam nobenih prijemov. Zelo velikokrat se pogovarjamo o tem, kako se počuti. In to je zelo kratek pogovor. Seveda je pač živčen in vse. Ampak nimam nekih nasvetov, ker jaz ne morem, lahko si predstavljam, kako se on počuti, ampak ne morem pa jaz kot kot oče, ampak vseeno ena oseba, ena tretja oseba njemu povedati, kako naj se on pripravi oziroma ne morem vedeti, kako se on počuti in ne morem jaz njemu pametovati. Lahko samo opora, lahko ga spodbujam, ampak mislim, da je pa to delo oziroma prepuščam trenerju njegovemu, da ga vodi tako dobro, kakor zna. In se res poskušam ne mešati v njegov šport. Seveda stojim ob strani, ampak se ne mešam v šport. Si prisoten na mitingih, greš gledati ga v živo? Sem prisoten, zelo velikokrat. Tako fizično in čustveno. Velikokrat tudi pomagam, ker rad imam fotografijo in tudi slikam te mitinge. Velikokrat mi pa težko gledati. Pa na mitingih, kadar je zimska sezona, so na velodromu. Občutek, ko prideš na velodrom, ko se pelješ mimo velodroma, zdaj verjetno, ko je že toliko let mimo, je drugače, ne? Jaz gledam bolj iz te perspektive fotografa,
Slikati na velodromu je zelo težko. Okay, razumem. Ker milijonkrat probaš in če nimaš dobrega fotoaparata, bo ta slika zelo slaba. Nimam pa nobenih, oziroma ta velodrom ne vzbudi nobenih nekih posebnih čustev pri meni, ker takrat, ko sem jaz tekmoval, jaz na velodromu nisem vozil nikoli. Mogoče na tem novomeškem velodromu sem bil enkrat, ko sem sam delal test za kolesom za kronometer, takrat še ni bil pokrit, to je bilo leto 2006. Tako da na velodromu nimam nobenih izkušenj, tudi tekmoval nisem na velodromu in mi ne vzbuja nobenih posebnih občutkov. Če pa bi te zdaj dala na kolo na eno od tras, ki si jih prevozil v svoji karieri, katero bi šel z veseljem prevoziti še enkrat? Ali pa katero dirko bi ponovil? Dirke ne bi nobene ponovil, ker pač sama pripravljenost mi tega ne omogoča. Recimo od samih treningov mislim, da ali bi šel v Colorado, ali je to Boulder, Colorado, ali pa Colorado Springs. V Colorado Springsu je ena gora oziroma klanec, Pikes Peak, ki gre do, mislim, da 3600 ali 3400 metrov. Tista trasa mi je zelo, zelo všeč. Navezal si se zdaj na tujino in zdaj se bom še jaz navezala na tujino. To, kar zdaj počneš, zdaj si ti samostojni podjetnik, ne? Ja. Lahko tako rečem. Ja. Okay, vmes si še kdaj sodelavec na televiziji Slovenija, Tako. ko gre za komentiranje v studiu. Ampak predvsem to, kar zdaj počneš kot podjetnik, ti si v bistvu učitelj AIQ metode, to si se naučil. Nisem Mislim, več. nisi več, Nisem več. ker imaš zdaj svojo metodo. Tako. Oziroma, sam niti ne rečeš, da je to metoda, ampak predvsem gre za način dela, Tako. kjer svoje izkušnje in svoje znanje deliš na druge. Tako. Na kakšen način? Ja. Kako torej ti pomagaš ljudem? Tako, tle moram dosti dobro definirati, da bo razumljivo, kdo sem jaz, pa kaj delam. Jaz sem se izobraževal za AIQ učitelja, potem je to padlo vse v vodo, zaradi pač enih nestrinjanj, manipulacij in tako naprej. Sama metoda, katero jaz delam, oziroma tudi pač skupek metod, način dela, kako jaz delam, je sestavljena iz somatike, katera je bila del tudi AIQ metode. Jaz ne delam AIQ metode več. To moram povedati, ker bom drugače dobil kazen 10.000 evrov, Okay. ker je to huda kršitev ne vem česa. Se pravi, somatika, dihanje, živčni sistem, potem pa seveda tudi moje izkušnje iz sveta športa, prehrana, treningi, regeneracija, sama tehnologija, ki se da dobro uporabiti danes v tem svetu. Mislim, da se generalno gledano preveč zlorablja oziroma se preveč zanaša na to tehnologijo, na dodatke, ali so to trackerji oziroma wearables, karkoli je. Jaz mislim, da tehnologija se da uporabiti v nekem pozitivnem smislu, ampak ni pa to tisto, kar bo nam prineslo tistih 5%, ker ko gledamo človeka, mi pač temu rečemo somo, mene takega, kot sem jaz, z mojimi občutki, ne. Večina nas se fokusira na to, kaj bi jaz dodal, pa kaj bi jaz naredil, kaj bi jaz pojedel, pa kako bi jaz treniral, da bi bil boljši. Jaz se pa fokusiram na to, kako jaz delujem od znotraj. Kako se sploh moja, ajde rečemo temu, življenjska energija proizvaja, z mojim dihanjem, kakšno imam jaz gibanje, kako jaz lahko povežem moj fizični del z čustvenim, z mentalnim delom in kako se te trije deli prepletajo, ker če vplivamo na en del, bo to vplivalo na ostala dva. In zdaj mi ne moramo biti fizično super, čustveno pa slabo. Zdaj, če smo fizično super, pa čustveno slabo, je tle neka, iluzija. Ne? In zdaj za somatiko pa
ajde rečemo temu, te 3 entitete povezujemo in pridemo do tega, da sam organizem, samo telo, sama soma funkcionira bolj učinkovito, da je samo dihanje bolj učinkovito, da jaz imam boljše zaznavanje, kaj se sploh dogaja v meni in okoli mene, ker velikokrat je problem tudi okolica. Mislim, velikokrat. Zmeraj je problem, v kakšni okolici smo, in če smo mi v toksični okolici, bomo tudi mi toksični od znotraj. In zdaj, če smo dolg časa v toksični okolici, se tega sploh ne zavedamo več, ker nam to postane normalno. In zdaj iti iz tega stanja, kjer smo mi toksični v toksični okolici, moramo spreminjati sebe in potem spreminjamo tudi okolico, a gremo pa stran iz te okolice. Ne? Tujino sem prej omenila zato, ker tvoja spletna stran je v angleščini, izobraževanja, ki jih delaš, so v angleščini, delaš veliko s tujimi ljudmi. Zdaj pa, a so to samo športniki, a so to poslovneži, oziroma mogoče kaj v tej smeri poveš? Ja. Kdo je v bistvu tvoja ciljna publika in ali so tukaj tudi, ne vem, kakšni slovenski športniki, športnice, poslovneži, ženske? Konkretno ne morem govoriti. Seveda, absolutno. S katerimi strankami delam, ampak ja, jaz sem Profil ciljal, stranke, recimo, ne? z 2 besedama bi lahko rekli high achieverji. Ali so to športniki, ali so to poslovneži, ali so to neki liderji, ki so ujeti v tistih 70% tega potenciala, ki ga imajo. Ker jaz res verjamem, da večina nas, večina ljudi, high performerjev, deluje na 70-80%. Tisti, ki pa delujejo na 100% na enem področju, imajo pa na drugih področjih take minuse, da žrtvujejo tista področja, da so potem na enem področju dobri, sčasoma pa potem ta, recimo temu, slaba področja začnejo toliko vplivati na to, recimo, na poslovni del, v taki meri, da začnejo sesuvati tudi ta poslovni del. Se pravi, če bi recimo dobil povpraševanje, to je zdaj čisto, si samo predstavljam, kaj bi odvrnil, če nekdo ima motnje hranjenja, je oseba, ki ni high performance, ali to lahko postane tvoja stranka? Ali lahko delaš z ljudmi, ki so še v nekem razvojnem procesu, mladi ljudje recimo? Verjetno ne. Potencialno ja. Zdaj osebe z motnjami hranjenja se jaz z njimi ne ukvarjam, ker nimam kompetenc, da bi to reševal. Mogoče, poznam malo bolj to področje, ampak niti približno si ne upam trditi, da bom zdaj pa jaz enega zrihtal, oziroma bom pomagal, da bo pač ta motnja hranjenja se zmanjšala oziroma odpravila. Tako da to ne. Pogoj je, da je oseba, recimo temu, finančno stabilna, in da je pripravljena pač delati. Ker jaz ne rešujem ljudi, jaz ljudi učim, z njimi delamo na mizi, večino dela pa opravijo sami. Se pravi, lahko bi tudi rekli, da jih vodim. Seveda, ker morajo že biti toliko zrele osebnosti, toliko razviti, tudi konec koncev že poslovno uspešni, imeti neko raven čustvene inteligence, nekih izkušenj in znanj, da oni vejo, koliko pomembno je, da se sam najprej odločiš, da nekaj narediš. A ne? Ja. Lahko ti nekdo pokaže pot, ampak ti si tisti, ki to moraš narediti. Nažalost je pa tako, da pridejo pol ljudje k meni, ki so že sesuti, ko se jim svet sesuje. Ne? Pač vztrajajo toliko časa v tem načinu delovanja, dokler sam sistem ne odpove. In potem si pač ne morejo več zakrivati oči, in potem poiščejo pomoč. Kje vidiš pri sebi možnost še tega največjega napredka v življenju? Ker tule imam ene članke, ki ti jih bom predala za spomin, še ko sem jaz delala kot novinarka, in sem se spomnila, da je tukaj bilo napisano, da je tvoja največja življenjska želja po karieri ustvariti si dom in družino ter uživati v življenju. To imaš?
Ampak nimam še. Nimaš še, te pravi, Ne. kaj to zdaj pomeni? Ker Poglej, dom imaš, družino če- imaš, uživaš v življenju, a tega ne. Družino imam. Zdaj, za užitek mi potrebujemo sproščenost. Za sproščenost potrebujemo odsotnost problemov. Oziroma za samo sproščenost, pa to bi zdaj trajalo 10 minut, da razložim, za samo sproščenost moramo mi biti taki, kot smo, brez maske. In jaz mislim, da Pristni, imamo popolnoma vsi iskreni. vsaj 3 maske. In tista, ki jo najtežje odpravljamo oziroma stanjšamo, je tista maska, kjer sami sebi zakrivamo oči, kdo smo mi. In ko to stanjšamo in je ta maska recimo delno odpravljena, takrat smo lahko resnično sproščeni in uživamo. Zdaj, užitek lahko dosežemo tudi z alkoholom in drogami, ne? Ampak je pač prehodni užitek. In to so res cilji, ki sicer so dosegljivi, ampak bo še ogromno dela treba vložiti, da bomo prišli tam. Jaz sem ti nalaž prinesla te odrezke, ker sem jih leta in leta čuvala pri sebi, ni bilo prave priložnosti, da se takole pogovarjava. Zdaj seveda vsi spremljamo, kaj se dogaja v slovenskem kolesarstvu, imamo 2 vrhunska kolesarja, pa še cel kup drugih, ki gredo za njima, pa nista samo ta 2 vrhunska, več jih je, ampak govorim o različnih generacijah posameznikov. Daj ti meni povej, če bi mogel zdaj izbirati, kateri je tvoj ljubši, Roglič ali Pogačar? Roglič je imel tudi že kar nekaj padcev, marsikdaj slišim od kakšne ljudi celo tako, da rečejo, ti padci niso naključje. Kaj nam sporoča, ne, telo oziroma naš da prihaja stalno eni in isti osebi do takšnih dogodkov. Ne bi sicer zdaj želela, da karkoli obsojava, ampak tvoj pogled mogoče na zvezdnika svetovnega kova, ki jih trenutno spremljamo, torej Tadeja Pogačarja in pa Primoža Rogliča. Ja, no, ne bi, kateri mi je ljubši. Spremljam oba in tudi spoštujem oba. Je pa res, da pri Rogliču nima sreče, če rečemo tako. In mi je žal, da ni naredil tistega koraka, ki bi pri njemu naredil ogromno spremembo pri samih dosežkih. Oziroma tudi pri in kvaliteti življenja in vseh ostalih področjih. Kako pa je tebi kot športnemu komentatorju oziroma ko si del televizijskega studia, pa zdaj gledaš na to, ker kolesarstvo danes je drugačno, kot je bilo takrat, ko si ti kolesaril? Ja, to je čisto drug svet. Se sploh ne da primerjati. Takrat nobeden sploh ni upal pomisliti, da bi imeli enega kolesarja. Pa ne samo enega, več kolesarjev, ki bi krojili svetovni vrh kolesarstva. Zdaj pa za nas to normalno. Oziroma, če tistih pa leta se to sploh ni zgodilo, da ne bi dosegali nekih zmag, za katere smo pričakovali, ker v bistvu je Pogačar zmagal vse, kar je bilo, vse, kar je lahko zmagal, ne. In jaz bom rekel, da je to neverjetno, da je to mogoče v tem trenutku neponovljivo. Žalostno je pa to, da se sploh tega do neke mere ne zavedamo, kaj imamo. Še bolj je pa žalostno to, da recimo, ko je Vingegaard zmagal prvi Tour, ko so imeli sprejem na Danskem, tam je bilo, pa zdaj bom kar eno cifro rekel, tam je bilo 1 milijon ljudi na trgu. Ko je Pogačar letos zmagal Tour, a je bil sploh sprejem? Sam si je naredil sprejem za kriterijem. Ja. Koliko ljudi je bilo? Ogromno ljudi je bilo, res je. Ampak
on celo sezono daje nam, prav, mi dobimo od njega ogromno in užitka, in veselimo se, in gledamo, in ponos, in se enačimo. Tako. Mi smo zmagali. Nismo mi zmagali, on je zmagal. Res je, on se je toliko časa. Ampak potem, ko je pa treba njemu dati, pa mu pokazati, da smo mu hvaležni, da to spoštujemo, takrat nam je pa potem težko iti en dan ali v Ljubljano, sploh organizirati nekaj takega. In to se mi zdi zelo žalostno. Zelo žalostno. Vseeno pa želim, da zaključiva tale najin pogovor v optimističnem duhu, na način, da mi poveš, kaj bi si zdajle najbolj zaželel v tem trenutku. Leto 2025 gre počasi h koncu. Ne bom te vprašala po novoletnih željah, ker ne želim, da se osredotočava zdaj na nekaj mesečno prihodnost, ampak kaj je tisto, kar Janija Brajkoviča, nekdanjega vrhunskega športnika, ki je bil zaznamovan z vsemi temi travmami, o katerih sva govorila, dela ali pa naredi bolj srečnega in izpopolnjenega človeka? Kaj se lahko še zgodi, kaj si sam želiš narediti, dosežiti, kam odpotovati, koga spoznati, ne vem, evo, tako širino ti dam. Jaz si želim oziroma delam v eni smeri, da bom svoboden. In ko smo enkrat svobodni, smo tudi sproščeni, vemo, kdo smo, vemo, kakšno samopodobo imamo, se spoštujemo. In takrat, ko vemo, kdo smo, kaj smo in zakaj smo tukaj, smo lahko tudi uspešni na področjih, ki so pomembne za nas. Ne? Ker ni nujno, da je zame pomembno, ne vem, da bom imel 10,000 lajkov na Instagramu. Ja, absolutno ne. Te stvari me ne zanimajo toliko. Tisto, kar je meni pomembno, je, da sem lahko svoboden, da sem lahko tak, kot sem. In seveda, da stojim za tem, kar povem, ker to verjamem. Super. Hvala ti, Jani, za še enkrat obujanje vseh spominov. Verjamem, da je kdo slišal še kaj novega. Si aktiven tudi na družbenih omrežjih, veliko informacij deliš z javnostjo, tako da kogar bo karkoli zanimalo o tem, kar počneš ali pa kako lahko pomagaš, sem prepričana, da lahko najdejo pri tebi na spletni strani ali na družbenih omrežjih, te kontaktirajo in naj posel zacveti, ne? Upam, da si zadovoljen. Pa ne preveč. Pa ne preveč, da ne boš preobremenjen tako. S tem. Ne? Predvsem pa hvala, ker si znova ozavestil nekatere zadeve, ker sem prepričana s tem, tudi nekomu drugemu dal mogoče en pogled v to, kakšno življenje živi, in da si še naprej, upam, da ostaneš zdrav, dober oče, z željami seveda, da boš spremljal svoje 3 otroke čim dlje in da boste tudi z Moniko usklajeno delovala tako kot starša, da boš lahko čez, ne vem, 20-30 let svojim vnukom pripovedoval o teh mejnikih z nekim nasmehom na obrazu. Hvala ti. Hvala lepa. In tudi vam, cenjeni gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, hvala, ker ste nas spremljali in spremljajte podcast Dolenjskega lista še naprej.